Tokrat bom govorila o visokih gredah, ker vas je zelo zanima, zakaj jih ne priporočam. In sicer en izmed velikih razlogov je ta, da za visoko gredo je potrebnega ogromno materiala. Se pravi, ne samo prvo leto, ko ga seveda daš ogromno, jaz dam recimo tudi hlode v spodnji, deske, veje, karkoli v bistvu imam materiala, ki je načeloma za odpad oziroma bi lahko nekje segnil, ga dam jaz kar spodaj. Dodala sem tudi ovčjo volno, dodala sem ogromno enih stvari, tako da tega lesnega materiala je bilo več kot polovica, kar bolj tam 3/4. In moja velika slabost tega je, oziroma slabost visoke grede je, da se že v prvem letu zelo posede. Pri nas se je to zgodilo tako, za 30 cm se je posedalo in pričakujem, da se bo še posedala, ker do zdaj imam tudi že z neko drugo visoko gredo izkušnjo, da se v prvem letu res tako tudi do polovice posede. Ja, zato če delaš visoko gredo, dej noter na dnu hlode, veje, čim več nekega lesnega materiala, res čim višji. Jaz sem mislila, da je 3/4 grede dovolj. To očitno ne, ker res se to toliko posede. Vmes sem dala še sekance, zato da sem nafilala te prostorčke, ampak vseeno se veste, to je tak material, ki se v bistvu zelo hitro razgradi, razkraja se in pač nimaš kaj, narava je narava. In zato je ta velika slabost. Da rečem, visoke grede so priročne za tiste, ki imate težave s hrbtom ali pa da ne morete čepeti ali pa klečiti ali pa karkoli. Tako da ja, so super, ampak morate vedeti, da za visoko gredo ni samo tisti lesni del, ampak je tudi tisti material, ki ga noter date, zelo pomemben in zato vas bo tudi verjetno več prišlo. Če se boste tega sami lotili, kar priporočam, če imate to pač možnost oziroma ste vi sami fizično zmožni, dajte čim več materiala noter in takrat, ko boste pač to gredo načrtovali, imejte v mislih, kje boste dobili ves ta material, se pravi hlode, čim več hlodov, zato ker hlodi bojo najdlje časa rabili, da se bojo v bistvu razgradili, da bojo začeli razpadati. Medtem ko veje, sekance in vse ostalo bo pač prej razpadli. Jaz recimo že sekance na poti, ki jih imam, pač moram dodajati vsako leto, ker to se pač razgradi, razpada in nastane zemlja, kar je super, po drugi strani je treba pa dodajati. In isto je v visoki gredi, prvo leto se bo res ogromno posedlo, zato dajte že takoj v štartu čim več lesnega materiala spodaj, ker kasneje je to težje dodajati, razen če res vse ven vzameš, oziroma večino ven vzameš in potem dodajaš, kar pa ne priporočam. Tako da dajte več kot 3/4 materiala tega lesenega, potem kakšno volno, kakšne lesne sekance in potem pride na koncu šele tista zemlja, oziroma jaz zdaj na koncu dodajam še kompost vsako leto, ker kompost dodajam tudi na običajne grede, ali to šampinjonov kompost, ali kakšen drug kompost, vložan konjski gnoj, ki je res dolgo ležan, ne tisti svež, ali pa bog ne dej samo par mesecev, tako da dajmo nekaj takega dodajati. Tako da ja, je super imeti visoke grede, zaradi fizičnih omejitev, če jih imate, ampak če jih pa pač nimate, imate pa lahko tudi navadne, obične grede. Pa dodajte kakšne mreže noter, da se izognete, ker pri visokih gredah je to res luksus za kakšne voluharje, da si naredijo lep domek noter in imajo dejansko ful enega luštnega, toplega doma. Se ne rečem, za živali je super, ampak za vas, ki vam bo pa ta pridelek požrl, oziroma te živali požrle, pa ne bo več verjetno tako veselo in srečno. Tako da imejte to v mislih, mreže, čim več materiala, res tistega oranj, hlodov, štorov, karkoli imate, recimo, da ste kje obrezovali, pa to, dajte noter, pa upam, da vam uspe. Tako da dajte mi napisati, kako se pa vam obnesejo visoke grede spodaj pod komentarjem, mi se pa spet gledamo naslednjič. In če imate kakršnokoli vprašanje, se veste, vedno me lahko vprašate. Se vidimo naslednjič. Čau, čau.